Lepo pozdravljeni v ponovni oddaji Moja kariera, kjer se bomo danes pogovarjali z mlado, perspektivno, ona bi sama poimenovala sebe kot operna pevka, Laura Kmetič, pozdravljena v moji družbi. Dober dan. Verjetno tudi vas, dragi gostje, dragi gledalci, poslušalci in poslušalke, zanima, kaj je tisti osnovni razlog, zakaj sem danes k sebi v goste na temo oddaja Moja kariera povabil ravno Lauro. Lauro spremljam že kar nekoliko let in za njo je ena zanimiva življenjsko-karierna pot, seveda povezana z glasbo, povezana s petjem. In Laura, daj mi povej, da bojo tudi ostali lahko razumeli, kdaj si ugotovila, ok, glasba je nekaj, čemu bom posvetila svoje življenje? V bistvu se je to začelo že čisto od malih nog, no, bi jaz rekla. Odkar sem shodila, odkar sem začela komunicirati s svetom, je bila glasba v bistvu vedno prisotna. Veliko sem tudi plesala, bila sem mažoretka, bila sem baletka. Predvsem pa se je moja, ta rečemo, karierna pot začela v zborih. Pela sem v raznih zborih in potem sem v nekem trenutku ugotovila, ok, to je to, kaj bi jaz rada delala. Če te pa zanima konkretno, kdaj točno se je to zgodilo, pa tudi z veseljem delim to zgodbo, če. Ok, rekla si, se pravi v zborih, to je verjetno bilo kje, v osnovni šoli ni bilo v vrtcu, ne? Ne, v vrtcu še ne. V osnovni šoli pa pol sem pri Karmini Sloveniki pela, pa potem še pri enih par drugih zborih sodelovala tako na tak način, no. Ok. Te je, recimo, ker včasih imamo vedno tako, imamo nekega mentorja, nekoga, ki nas uspodbudi v tistem danem trenutku. Si ti ob sebi imela koga, ki je rekel, ok, z Lauro pa bi bilo smiselno, veš, tako, kad danes se pogovarjamo, prepoznavanje talentov, bodi si v družinah, podjetjih in tako naprej. Si imela koga, ki je rekel, ok, lej, Laura je pa iz pravega testa? Ja, v bistvu jaz imela na prvem mestu, moram povedati, da je bila družina ves čas velika podpora. Na prvem mestu seveda babica, ki je tudi pevka, ljudska pevka sicer, ampak jaz mislim, da je tudi tu prišla ta velika ljubezen do vokalnega ustvarjanja. Sicer pa zdaj, če tako nazaj pomislim, je bil v osnovni šoli en učitelj glasbe, ki je rekel, ok, to pa je to, Laura lepo poje, Laura ima talent, je za na oder, v glavnem perspektivna, in v bistvu me je on potem pripeljal do Edvina Fliserja in tako smo posneli prve komade, prve skladbice, prvi festivali. Koliko si bila takrat stara? Ne vem, če bi ti zdaj povedala točno številko, bi se verjetno zlagala, ampak bi rekla nekje med 8 pa 10 let. Med 8 in 10 let, wow. Tako da razumete, da dejansko kariera se lahko štarta že zelo zgodaj. Me pa vseeno, Laura, zanima, ok, tudi kako bi zdaj rekla, recimo, da nekdo želi napredovati na tem področju, na katerem si ti, a ne? Kakšna je situacija v Sloveniji? Je tukaj možno kaj napredovati, je potrebno se obrniti na tujino? Ne nazadnje, nekaj časa nazaj smo bili z družino tudi na Dunaju in smo si pogledali, se pravi, to koncertno, se pravi, muzej koncertne glasbe. Tako da sem tudi sam se malo bolj poglobil v ta del, pa vseeno, recimo, vem, vrsto let nazaj je Dunaj, Avstrija bila nek sinonim, verjetno še danes, za koncertno, klasično glasbo in tako naprej. Je, res je. Dunaj, Avstrija, tudi Salzburg v Avstriji, to so taki centri, recimo tu okoli nas, res klasične glasbe. Kar se pa Slovenije tiče, v bistvu ti bom težko povedala, iskreno povedano, zato ker sem bila zelo malo časa v Sloveniji, ne, sam do 9. razreda, vse ostalo se je pa pol dogajalo prvo v Avstriji, pa potem zdaj tudi v Španiji, no. Ampak je treba omeniti, da tudi mi imamo dva kvalitetna centra, rečemo temu tako, no, SNG Maribor in pa SNG Ljubljana. Tada, kar se tega tiče, je tudi, no, so možnosti za zaposlitev, za napredovanje, tudi faksi, konzervatoriji so v Sloveniji, tako da definitivno, kjer je volja, je pot, no. Ok, se pravi, to bi rekla, en tak tvoj povzetek, kratek, se pravi, kjer je volja, je pot? Res je. Ok, če damo še nekaj denarja zraven, potem zagotovo. Zelo pomemben faktor. Pride na koncu še rezultat. Vseeno, recimo, če danes pogledaš na tvoj dan, glede na to, da se več ali manj vse vrti okoli glasbe, tudi v nadaljevanju bo povedala še kaj več v detajle. Kako bi rekla, kaj tebi
skozi dan res prinese ta stik z glasbo, a je to mogoče tudi stik sam s sabo, kako bi to ubesedila? Definitivno je stik s samim sabo. Jaz mislim, da je zelo pomembno, kako si sestaviš dan, je seveda tudi odvisno. Recimo pri meni osebno, ne vem, ali je študijski dan, ali je dopust, ali je prost dan, ali pač karkoli od tega se dogaja. Je pa res, da je glasba v bistvu del vsakdana. Tudi takrat, ko imaš dopust ali pa prosti dan ali pa kakorkoli, nosiš nekako v sabo, nosiš zraven. In ja, pri meni osebno je zelo pomembno, recimo, da zjutraj začnem s to svojo jutranjo rutino, ki mogoče nima direktne veze s petjem, z upevanjem, direktne veze z glasbo, ampak točno to, kaj si omenil, da ti dejansko prideš v svojo energijo, da si sam pri sebi, da lahko v bistvu karkoli počneš čez dan, si v tem powerju noterno. In pri glasbenem ustvarjanju je to v bistvu zelo pomembno, ker če ti nisi pravi, tudi glas ne bo deloval. Tako da. Se pravi, bi lahko rekla, da je veliko teh, se pravi, področji dela, se pravi, predvsem iz načina razmišljanja, se pravi, kako se znaš v tistem nekem dodatnem stanju, ker sama vem, si tudi coachinja in oba dva dobro razumeva, kaj to pomeni. Možno je spremeniti svoje stanje, seveda, ko se enkrat odločiš, ne? Tako. In predvsem, kako pa te preklopi tekom dneva, omenila si študijski dnevi, koncertni dnevi, ne vem, tudi vmes nekaj še delaš? Nekaj še delam, ja. Nekaj malega. Ja. Ti preklopi, pri meni osebno je tak. Jaz, če vem, da imam res koncertni dan, da bom, ne vem, dan začela kakorkoli, pa potem končala s koncertom, je cel dan v bistvu namenjen temu. Gledam, da ne delam preveč drugih stvari, da ne govorim preveč, da ne obremenjujem glasu, da se malo raztegnem, mi temu rečemo na Štajerskem, naredim kako jogo in da si potem res vzamem dovolj časa, da se ogrejem, da se opojem in da imam pol tudi par ur vmes, da se res umirim, skoncentriram in pol lahko grem zvečer pa popoldan kakorkoli res na oder in pač dam maksimalno od sebe, da tudi publika to začuti. Omenila si priprava glasu. Sam sem te tudi nekajkrat že slišal, kako to poteka, pa me vseeno verjetno tudi vas zanima, recimo, da kaj mora vse zjutraj, recimo glasbenik ali pa pevec narediti, ali pa, dajva tako reči, raje ne narediti, preden sploh začne uporabljati svoje glasilke, bom rekel, proti tistemu maksimumu. Ja, najslabše, kaj lahko narediš, je, da začneš uporabljati glasilke na maksimumu hladen. Torej pomeni, ne vem, da vstaneš, pa čez 15 minut začneš pet. No go, ne gre, ker lahko si pač poškoduješ inštrument. Tako res je zelo pomembno, da si miren, umirjen in da greš postopoma. Recimo, da ko se začneš upevati, narediš malo dihalne vaje, malo raztegneš telo, začneš z manjšimi intervali in potem postopoma stopnjuješ tudi potem višine in nižine, te ekstreme. To traja ponavadi koliko minut? Pa čisto odvisno. Odvisno od tipa glasu. Jaz imam bolj lahkoten glas, rečemo temu tak da, ne vem, 15-20 minut, pol urce, če je treba res konkretno peti. Bi lahko rekli, tako kot recimo ponavadi rečejo za igranje na inštrumentih, da nekih 10.000 ur je potrebno za to, da postaneš mojster, ne? Omenila si, da dejansko je v bistvu glas nek inštrument, na katerega se vsak od nas po svoje uči igrati. Bi lahko rekla, da je tudi pri petju 10.000 plus ur? Je, definitivno je, ker to, kaj vi vidite na odru, ne, da nešče tam stoji, pa odpira usta, pa dobro zveni, je res samo končni rezultat. Zatem je pa veliko, veliko truda vloženega, ne samo pevskega, tudi govornega, telesnega, mentalnega. Tako da definitivno je več tisoče in tisoče ur. Ok, vseeno, zdaj sva šla dosti malo skozi to osnovo petja. V nadaljevanju se bova tudi osredotočila še na to, malo na tvojo karierno pot, kaj so bili v bistvu neki tisti začetki, pa tudi v bistvu nadaljnji koraki. Tako da, dragi gledalci, drage poslušalke, čez nekaj časa nadaljujemo, kjer bova z Lauro nadaljevala to zanimivo pot govora in, se pravi, igranja na naš lasten inštrument. Se vidimo kmalu. Že smo nazaj in seveda nadaljujemo s temo. Mene predvsem zanima, se pravi, omenila si šolanje v tujini. Po zaključeni osnovni šoli te je vodila pot
v tujino. Rekla si tudi, da je tvoj velik podpornik bila tudi babica in tako naprej. Ampak sam sem tudi recimo pri 15 letih šel v srednjo šolo, sicer iz Štajerske v Ljubljano. Skoraj isto. Skoraj isto, po kilometrih si šla malo dlje, ampak hkrati pa je tukaj bilo, se pravi, glede na to, da si šla v Avstrijo, tudi, se pravi, jezik. In glede na to, da tam v tisti okolici nisi imela nekih sorodnikov, me malo tako zanima, se pravi, kaj pomeni za 15-letnico iti v tujino, srečati se z drugimi ljudmi. Ja, zelo zanimiva izkušnja. Ne? Jaz v bistvu moram tudi povedati, da od prej, ne, iz družinskega ozadja, kakorkoli, smo zelo veliko hodili po svetu. Tako da ni zdaj bolj pri meni glih, da bi jaz nekam šla, pa bi bila nekje prvič. Tako da bi bila čisto vržena v vodo. Ni bilo. Tako da to recimo mi je zelo pomagalo, vsa ta podpora od doma. Je pa zanimivo, da si omenil jezik. Jaz mislim v bistvu, da je bil to celo večji motivator pri meni kot takrat glasba, mi je bil jezik. Ker sem vedno želela študirati oziroma hoditi v srednjo šolo oziroma se izobraževati, no, rečemo temu tako, v nemško govorečem okolju, ker sem hotela osvojiti nemščino. To mi je bil neki taki velik motivator. In pol je seveda prišlo tudi petje zraven. Tako da, kaj pomeni to za 15-letno deklico, če hočeš tak izziv? In v mojem primeru definitivno najboljša odločitev, ki bi jo lahko sprejela takrat. Je res, da pri teh 15 letih greš v dom, greš v dijaški študentski dom, kakorkoli, v mojem primeru v dijaškega, in v bistvu sem imela tudi vso potrebno podporo tam. So bili vzgojitelji, so bili asistenti. Moram povedati, da sem tudi začela hoditi na dvojezično šolo, na dvojezično gimnazijo. Tada tudi z tega vidika je bilo malo lažje, no, ker je bila tudi slovenščina prisotna. In potem v 3. letniku sem rekla, ok, zdaj pa pač res želim se potopiti v to nemško okolje. In sem potem menjala gimnazijo in šla na nemško govorečo gimnazijo. Ok. Kako se imenuje ta gimnazija? Ta gimnazija se imenuje Fiktrink. Ima tudi v bistvu eno težišče, oni temu rečejo Schwerpunkt po nemško, glasbeno težišče, no? Tako da je bilo tudi s tem povezano. Ok, kaj pa ta neka privat šola? Privat šola in prva je bila dvojezična slovenska gimnazija, torej v bistvu se reče Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, für Slovenen, potem pa je bila tretja opcija, no? Tretja šola moja pa bila potem v bistvu večerna gimnazija, ker sem začela vmes študirati, sem naredila sprejemce za redni študij in sem podelala v bistvu 1. letnik faksa, pa 4. letnik gimnazije vzporedno. Ok, se pravi, če želiš, če imaš željo, lahko. Res je, opcije je. Ni bilo enostavno vedno, tudi predvsem moram to povedati, da recimo jaz, ko sem se preselila prvo, sem se preselila v ta dijaški dom, si imel tam prijatelje, si imel svoj krog, si imel sošolce in potem sem se v nekem trenutku odločila, da bom šla živeti za sebe. In je bilo zelo težko. To mi je bilo res... Iz stališča socialnega kroga? Ja, zato ker sem zelo ekstrovertirana oseba, rada imam ljudi, rada imam prijatelje okoli sebe in res mi je bilo težko biti tista prva 2 meseca v stanovanju sama. Dejansko pač sem bila tam. To je bila ena mala krizica, no. Tako da tudi na tem mestu je pomembno, da spet imaš družino, ki ti pomaga, pa tudi pomagalo mi je to, da so bili relativno blizu. Rečemo temu tako, vseeno to bilo 200 km, se je lahko nešče vsedel v avto, pa je prišel. Tako da pri tistih letih je to bilo definitivno koristno. To je lepo slišati od mlade osebe, ki reče 200 km, marsikdo jih vem v Sloveniji dnevno naredi toliko, ne. Marsikdo pa reče, joj, ne, pol ure imam do Ljubljane in se ne odpravi na neko pot. Dejansko veliko kariernih pomikov pa stvari se da narediti izven svojega domačega okolja, zato potrebuješ, ti si meni danes po telefonu rekla, pogum, ne? Mi lahko poveš kaj o pogumu? Ja, o pogumu, kaj pa vem. Če si rekla, moraš si upati, ne? Moraš si upati, res je. Jaz vedno to pravim, vedno, ko me kdorkoli vpraša za nasvet, bi ali ne bi. Preden začne racionalno delati, ponavadi so tiste odločitve najboljše, ko rečeš, ok, ne bom preveč razmišljal, gremo akcija. In ko si tam, se znajdeš. Enostavno. In to je res so najlepše izkušnje v življenju takrat, ko greš izven svoje cone obdobja in se pač potem moraš znajti. In se. Ok. Imaš kaj trenutkov takšnih, ki si res šla iz cone obdobja? Vem, bila si že na različnih odrih, tudi v različnih državah si nastopala, tudi kje na kakšnem izobraževanju, ko je kakšen zaključni dogodek. Kater se ti je zdaj
V bistvu jih je kar nekaj, no, ker si v bistvu, tako si rekel, jaz sem aktivna na večjih področjih, tako da bi ti lahko iz vsakega področja zdaj mogoče nekaj malega povedala. Kaj pa vem, na zadnje, ko mi je bilo res, da sem šla tak izven cone obdobja na Tenerifih trenutno, kjer živim, je bila audicija za operni zbor, recimo. Nisem dobro znala jezika, nisem vedela točno, kaj pričakovati. Oni ti sicer povejo, ja, moraš zapeti. Zdaj govoriva v španščini. V španščini, ja, ne več v nemščini. Točno tako v španščini, ja. In pač greš in zapoješ in tam uživaš v tistem trenutku in upaš, da se je to dotaknilo tudi žirije in dejansko je to bilo tudi pol zelo uspešno, no, so me sprejeli v zbor. Tako da zdaj je to tudi eno izmed mojih delovnih mest. Koliko časa je to nazaj? To pa je bilo februarja lani. Februarja lansko leto, tako da zdaj že nekaj časa v bistvu sodelujem pred tem zborom. No. Tako da ja, v bistvu vsaka taka audicija, vsak tak korak na oder, ki ga moraš narediti, je definitivno nekaj, kjer pač greš izven svoje cone obdobja. Ok. Jaz verjamem, da si marsikdo od vas ne zna predstavljati, kako v bistvu sploh poteka študij ali pa mogoče sploh ta zaključni del. Vem, da tudi sama si imela zelo, da ni bilo enostavno, ne. Toplo je bilo, potem cel dan. In to v Celovcu je bilo toplo, ne? Niti ne na Tenerifi. Tako, v Celovcu. Nam lahko malo poveš o tem, ker vem, pripravljala si se na to in zanima me tista izkušnja, ko te je dobesedno zmanjkalo, ne fizično, mentalno, ampak zmanjkalo ti je besedila, ne? Mentalno me je zmanjkalo, ja. Ja, v bistvu je to bil trenutek na mojem magisterskem izpitu za solo petje na Univerzi v Celovcu. V bistvu je bila tak, da je bila to zadnja skladbica, ne. Jaz sem imela izpit v 2 delih, enega dopoldan, enega popoldan in res je bilo vroče. Tudi pripotovala smo iz Tenerif s fantom. Bilo mi je sicer domače okolje v Celovcu, ampak domače okolje izpred enega leta, ker vmes me 1 leto ni bilo, ker sem bila na Erasmusu. Tako da enostavno ta zadnja arija, ki je tudi zelo zahtevna arija, sicer ne, ampak valjda najtežje in najbolj efektivno si pač pustiš za na konec ponavadi. Ja, no in v bistvu je bilo tako, da sem odpela celi program in potem sem začela peti to zadnjo arijo in še neka zmeda je bila z nekim šopkom, tam z nekimi rožami sem pa tja. In enostavno par sekund preden se je to zgodilo, tako si rekel, dobesedno mentalni blackout. Pač enostavno so se možgani izklopili. Jaz nisem več vedela, kje sem, nisem se spomnila besedila, nisem se spomnila melodije. Melodije bi še mogoče spomnila, no. Ampak besedilo je pa res šlo, prav odišlo mi je in jaz v tisti paniki pol začnem gledati okoli, koga bi se lahko oprijela. In pol mi je dejansko profesorca pomagala, ker je itak poznala arijo, mi je pomagala pol malo z usti in pol sem se našla, no. Ampak res v takih trenutkih je pomembno, da tudi če se zmedeš, da potem greš preko te blokade in enostavno nadaljuješ. In potem tudi nazaj, ko gledaš na ta dogodek, da si mogla prav malo pomisliti, veš, da si o tem govoril, ker je zelo pomembno, da se potem ne spominjamo samo teh trenutkov, da res sam sebe ne fokusiraš in ne sidraš na te slabe stvari, ki so se ti zgodile, vzameš pač kot izkušnjo, gledaš, kaj se lahko naučiš iz tega in pičeš dalje. Se to je verjetno, ker to tudi recimo, bodi si pri športnikih, bodi si kjerkoli, ko je nek ta ali pa bodi si kakšnih ločitvah, ali pa kakšnih smrtih, da se ne vračamo toliko veliko, saj midva sta to omenila bolj iz stališča kot zanimivost, ker si rekla, ok, spomniš se ne v tistem danem trenutku, ampak če verjameš vase, se pravi, ker velikokrat sploh pri petju pa pri različnih stvareh je v bistvu tako, osredotoči se, informacija bo že od nekje prišla in seveda me pa vseeno zanima, kakšna je bila kje povratna informacija te tvoje profesorce potem, ker verjetno nisi prva edina študentka, ki se je kdaj kje komu... Ne, zelo lepa. V bistvu res zelo lepa cela žirija oziroma vsi ti profesori, ki so bili tam, so rekli, da sploh niso vzeli tega za slabo, zato ker pač vejo, da je ekstremna situacija, izpit, si živčen, si nervozen in se take stvari dogajajo. In točno to so rekli, samo dalje, nič se sekirati, to so pač vsakodnevne stvari, ki se umetnikom dogajajo na odru in v bistvu so bili zelo velika podpora v tistem trenutku vsi. Tako. Ok, kot
smo že velikokrat slišali danes, najslajše ponovadi pride za konec, tako da čez nekaj trenutkov smo ponovno skupaj. Nadaljujeva z Lauro en prijeten pogovor vezano na kariero, glasbo, ustvarjanje in kar veliko stvari sva že povedala. Jaz verjamem, da bojo gledalci, poslušalci uspeli vse to skupaj povezati v eno tako celoto. Jaz bi se vseeno navezal na tale tvoj, se pravi, zaključni nastop in predvsem to, marsikdo si verjetno zdaj razmišlja, kako je zdaj pač nekomu glasbeniku, ki toliko trenira, se to zdaj pač zgodil ta blackout. Lahko nam poveš to informacijo, mislim, ki bo zelo pomagala razumeti celotno sliko. Takšni nastopi v istem dnevu si imela nastop, se pravi prvič, koliko časa? Ja, prvič je bilo, v bistvu je bilo pol ure in pol ure. Aha, ne več? Ne, ni bilo več, ampak v bistvu je tako, da ti poješ teh 30 minut in je zelo zahteven program. In to so situacije, ki recimo, če ti poješ neko vlogo v operi, se zelo redko zgodi, da dejansko poješ toliko naenkrat, minutaže, ja, v kosu in tudi toliko zahteven program v istem kosu. To je v bistvu izziv teh končnih izpitov. Zraven tega, tako si omenil, je bilo vroče, nervozen si, imaš pianista. Zato, ker je pač izpitna situacija. Enostavno zato, ker je to tvoj zaključni izpit in od tega pol je odvisno, kakva ocena bo tebi bolj pisala na onem papiru, ki pač dobiš magisterij pol, tisti naziv. V bistvu, jaz mislim, da v mojem primeru sem bila nervozna, zato ker sem bila 1 leto vmes na Erasmusu in tudi nisem delala svojo profesorco, sem delala z drugim profesorjem in sem res htela dokazati, da sem nekaj naredila v tem enem letu, tako da zato. Če bi rekla, recimo pri klasičnem govorjenju je nekje 140 besed na minuto, zato da si znamo predstavljati ta okvir, pri petju jih prije pa koliko besed? Ne vem. Nimam pojma, ker je čisto odvisno od tega, v katerem jeziku poješ. Tako da to je, ne vem, res ti težko rečem. Nimam odgovora na to vprašanje. No, ker veš, recimo, če bi to primerjali, recimo v Sloveniji poteka tudi večkrat to tekmovanje o deklamiranju, recikliranju števila, a veš, in tudi tukaj je ogromno besed, ogromno besedil, ne samo enega, saj v končni fazi v tvoji, lahko rečeva, profesionalni 10 let plus karieri petja, veš, koliko enih besedil je shranjenih v tvojih. Predvsem je izziv pri petju, pri klasičnem petju, da ni številno besed, je več jezikov. Poješ, ne vem, špansko, nemško, italijansko, kakšni latinski, angleških niti ni, no, odvisno. Imaš tudi angleške, francoske recimo, Meni recimo francoščina pač ni domači jezik in se mi je glih pri francoščini to zgodilo, da pač enostavno pozabiš. Ampak pač to je vse del življenja. Samo, če bi rekla, koliko poudarka pa je res na tej mentalni pripravi skozi šolanje glasbenika ali pa skozi šolanje operne pevke? Premalo. Čisto iskreno ti bom povedala, jaz v vseh... Dobro, ampak če pogledava iz pozitivne perspektive. Če pogledamo iz pozitivne perspektive, jaz bi rekla, da je zelo odvisno od vsakega posameznika, kak ti si kot oseba, kak se ukvarjaš s tem, kak se spoprijemaš s tem. Kako se spopadaš pač s takimi stvarmi. Je res, da je trend pozitiven, da je v bistvu vedno več tega, no jaz tudi vidim na faksih po svetu, da v bistvu vedno več se strokovnjakov vabi na razne delavnice, na take stvari. Recimo jaz sem tudi pisala magistersko nalogo o tem, kako v bistvu uravnavati s hipnozo, s pomočjo hipnoze strah pred javnim nastopanjem. Kaj več o tem? Tada javno v bistvu, jaz kot pevski pedagog tudi, mi je to bilo zelo zanimivo in sem pač htela raziskati, da bi jaz imela za neko orodje, s katerim bi lahko svojim učencem pomagala pri spopadanju z tremo. In sva v sodelovanju z očetom v bistvu naredila en eksperiment, postavila učence v stanje hipnoze, v stanje transa, kakorkoli, in primerjala potem, kak je bilo pet v, rečemo, normalnem stanju, pa potem v stanju transa in je bila velika razlika. Tako da tudi to je eno področje,
na katerega bi se rada mogoče v prihodnosti skoncentrirala pa napisala kako doktorsko nalogo na to temo. No. Se pravi v povezavi hipnoze, Tako. priprave in vsega Tako. tega. Raznih tehnik. Tako. Ok, super. Tudi sama kaj meditiraš, jogo si omenila, Ja. samo hipnozo uporabljaš, ne? Ja, dosti krat jo uporabljam, pa ne samo za petje in za te umetniške dejavnosti, ampak recimo tudi dosti krat, zdaj ko živim na otoku, ne, če grem na sosednji otok, pa mi je dosti krat slabo, ker pač je morje, ne, ljuljevo, namesto da vzamem tableto, tudi dosti krat v bistvu si pomagam samo hipnozo, no, da se res postavim v drugo stanje, da mi ni slabo, da lahko pridem normalno tistih 45 minut čez morje, pa sem pol okej. Ok, zdaj živite s fantom v Španiji na Tenerifih v Santa Cruzu, Tako. kjer je tudi ta, tukaj si bila na Erasmusu na izmenjavi. Ja, na konzervatoriju. In zdaj tukaj zaključuješ? Ja, v bistvu zaključujem, kako bi ti Ali rekla? nadaljuješ? V bistvu ne nadaljujem, sem začela od začetka, skoraj bi lahko tako rekli, no, da zaključujem prvi letnik, ki to ni niti bil v nekem klasičnem pomenu, je malo dolga zgodba, zdaj ne bom tega vsega razlagala, ampak v glavnem ja, no, htela sem nadaljevati šolanje s tem profesorjem, ker tudi to je zelo pomembno, ko muziciraš, kakega mentora imaš, o tem smo že govorila, in ko res najdeš nekoga, ki ti odgovarja, je fajn, da ga izkoristiš do maksimuma, no? Koliko pač lahko, in to sem v bistvu jaz naredila, zato sem se tudi vpisala še eno nadaljno leto. Ampak ja, načeloma imam študij zaključen, tada naslednja stopnička, doktorat. Lepo. Se pravi, boš ena izmed redkih slovenskih opernih pevk, verjetno, ne vem. Z doktoratom. Ja, ki bo iz pedagogike, ne iz opere. Ja, iz pedagogike. Ok, ampak vseeno ena zanimivost, mogoče, ki jo nisva danes še povedala, je to, da se pravi, s coachom si enkrat gledala časovno linijo. Okay? Marsikdo si to časovno linijo predstavlja čisto po svoje, ampak na takih časovnicah dejansko v bistvu mi lahko naredimo neko karierno pot, tako kot jo vidite tudi tukaj v zadju, kot neko evolucijo, nek razvoj. In daj mi povej malo več. Tam si v bistvu dobila neko sliko. Ja, tam sem v bistvu dobila potrditev. Več takih emocionalnih trenutkov je bilo v mojem življenju. Jaz bom rekla, da je pri meni bilo več emocionalnih kot racionalnih trenutkov, kar se tiče takih odločitev. Kljub temu, da bi rekel, da si zelo racionalen? Ja, no, ja, bi rekel, mogoče, ne. Ampak res je bilo tako, jaz sem se vedno ravnala po svojih občutkih. In tudi to, da sem se odločila dejansko specializirati se za opero, za klasično petje, je posledica tega, ker sem pač enkrat probala to pet in mi je bilo najlepši občutek, ki sem ga občutila do takrat v življenju, in sem rekla, okej, to je to, kar hočem delati. Na odru? Ne, niti ni bilo na odru, je bilo doma v dnevni sobi. Ampak ja, dejansko pač je to bil tak en izmed najbolj močnih trenutkov. Ni bilo potušen, ok. Ni bilo potušen, ni bilo. Ker to velikokrat slišimo, da pevci... Ne, ni bilo, tokrat ni bilo potušen, ne. Če se pa navezamo nazaj na časovnico, je pa točno to, kaj si rekel, se je zgodilo. V bistvu sem šla s coachem po časovni črti naprej svojega življenja, svoje prihodnosti in sem potem... To je tudi bilo v stanju verjetno hipnoze? Tudi v stanju, ja. Tako, da malo povezujejo. Ja. In v bistvu sem prišla do nekega trenutka, kjer sem stala na odru pri 27, tako da eno leto še imam, ne? Da res pride do tega. V neki zeleni smaragdni obleki z lasuljo, ne vem kako, v glavnem gor do neba, in sem pela eno baročno arijo in glej ga zlomka, ne? Glasba, ki jo trenutno najrajše izvajam, je ravno stara glasba. Tako da smo na dobri poti. O tem ni dvoma. Če bi, vem, da mi boš odgovorila, ja, ampak če bi še enkrat se morala odločiti, se pravi, prvo pomik iz Slovenije čez mejo v Celovec, ne? In potem zdaj v Španijo, bi zagotovo bil odgovor še enkrat ja. Rekla si tudi sama, se pravi, pogum je tisti, ki vedno ga zgrabite, glede na to, da se počasi najina oddaja približuje koncu. Zagotovo želiš kaj takšnega posebnega podeliti, bodi si mladim pevcem, bodi si mladim glasbenikom, ali pa mogoče tistih, ki v srednjih letih so ugotovili, da
bi bilo vseeno smiselno, da grejo na tisto pot, katero so nekaj let nazaj dali na stranski tir. Ja. Jaz bi rekla, to, kar sem že danes povedala, ne? Treba si je upati, treba je poslušati samega sebe, tudi to je umetnost danes, ne? Ni tako enostavno, ampak ko v sebi začutiš res nek ogenj, neko željo, pol je to znak, da je treba slediti tej poti. Tako da, kadarkoli se to zgodi, ali v srednjih letih, ali v mladih letih, ali pa tudi potem že v, ne vem, kako naj temu rečem, v tretjem obdobju življenja, kakorkoli, dajte si upati, dajte si najti podporo, bodi si je to družina ali pa kakršenkoli mentor in tako jaz rada rečem, pa tako rečemo na Štajerskem, akcija in piči naprej. Laura, hvala. Hvala tudi vam, dragi gledalci, drage gledalke in vidimo se ponovno prihodnji teden v oddaji Moja kariera, kjer bo z mano zagotovo tudi kakšen nov, zanimiv gost ali celo gostja. Hvala in nasvidenje.